SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem aktualnem podcastu SBC-ja. In danes, ker se vendarle bližamo koncu leta 2024, o aktualnem letu in o letu, ki je pred nami. S 3 gosti, vsi 3 so tudi člani SBC-ja, aktivni, ne zgolj v SBC-ju, klubu slovenskih podjetnikov, ampak tudi, ko gre za spremembe v naši državi. Eni jih analizirajo, drugi dejansko te spremembe uvajajo, tretji pa ne samo, da bi jih uvajali, jih tudi izvajajo. Z nami so 3 gostje, to kot rečeno, začnemo seveda pri dami. Janja Božič Marot, lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo, z veseljem. Pa Marko Bitencen, lep pozdrav. Pozdrav. In Aleksandr Bastelj, lep pozdrav. Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem. Ja, ko sem razmišljal, kje in kako začeti, ko govorimo o letu, ki se poslavlja in o letu, ki prihaja, bi začel z vami in s podatki, ampak sam pa z neko zgodbo, ki se nam je zdaj spet v medijih pojavila, zelo bizarna, ampak tak sinonim naše družbe. Zdaj se pogovarjamo o večjih stvarih, ki so absolutno narobe, ampak morda najprej o naslovnici enega od tednikov, ne, in se vračamo v čas, o katerem nimamo več kaj govoriti, namesto da bi se ukvarjali o času, ki je pred nami. Tako bom začel, pa se vsi vedo, o čem govorim. In druga stvar, govorimo, ne vem, o trenutnem položaju na Ministrstvu za notranje zadeve, ne, kjer vidimo, da se ne znajo spopasti s tem, da je včasih odgovornost treba prevzeti, pa poslušamo tožilko. Zdaj sem začel s tem uvodom zato, ker to niso težave, ki nas pestijo kot družbo. Vi ste pogledali, kakšno je zaupanje v slovensko demokracijo, s tem bi začel. Kaj kažejo številke? Najprej jaz o naslovnici ne vem, seveda, zato sem ta uvod sam naredil. Je slovenska medijska krajina zelo bogata, s klasičnimi mediji, bom rekla, s tradicionalnimi in z novimi. Tega ne vem, kar se dogaja na notranjem ministrstvu oziroma na policiji, pa spremljam iz medijev in boste vi to komentirali. Glejte, kar zadeva pa demokracijo v Sloveniji, pa jesenska raziskava Eurobarometra, v katero je vključenih vseh 27 držav, naročnik pa Evropska skupnost, pravi, da je stopnja demokracije v Sloveniji padla. Je podpovprečna v primerjavi z vsemi ostalimi evropskimi državami. Na naslovnici Dela Uroš Esih par dni nazaj analizira, zakaj je temu tako, in bom rekla, meče žogico in levim in desnim. Dejstvo pa je, da je bom rekla, 58%, torej dobra polovica, eni bi lahko rekli že 2/3, prebivalcev Slovenije se ne strinja, da je demokracija v Sloveniji dejansko delujoča. In kar je še bolj zaskrbljujoče je, da to ocenjevanje stopnje demokracije upada v Sloveniji. V Evropi se pa nekje drži na nivoju, ki je višji od slovenskega povprečja. Tako da s stanjem demokracije, gre za raziskavo, ki je izvedena med splošno populacijo na reprezentativnem vzorcu, ne med gospodarstveniki. To je videnje prebivalstva Slovenije. A veste, s tem sem začel zato, ker samo demokratična družba, tista, kjer verjamemo v institucije, v demokracijo, lahko uspe. Mi imamo pa že pri tem začetku en velik problem. Marko, vas lahko izzovem, kako vi kot zdravnik, kot državljan, kot podjetnik vidite to leto, ki je za nami? Pa začniva z demokracijo, vse v zdravstvu, pa o čem drugem, pa v reformah bova še govorila. No? Ja, lahko začnem z mojo oceno demokratičnosti ali pa demokracije v naši družbi. O tem sem že večkrat govoril in tudi pisal za različne medije v okviru kluba slovenskih podjetnikov. Moja taka nasplošna ocena je, da na žalost se je zgodilo to, da po spremembi družbene ureditve, ko smo šli iz enostrankarskega sistema v večstrankarski sistem, nismo niti dobro začeli, še manj pa končali procesa demokratizacije naše družbe. Kajti bistvo demokracije je, da v kulturnem, strpnem, razumevajočem dialogu pripadniki istega naroda komunicirajo argumentirano v iskanju sinergij naroda za dosego skupnega
cilja v interesu naroda in države, kar ni isto, ne? Predvsem v interesu države. Nažalost, in demokratična ureditev je iz vseh, rekel naravajih, slabih družbenih ureditev najboljša, če je izpolnjen osnovni predpogoj. Ne? Osnovni predpogoj je kulturni dialog med različno svetovno-nazorskimi opredeljenimi volivci. Da tak kulturen, argumentiran in odprt dialog lahko dosežeš, seveda je osnova spoštovanje, etika, bon ton. Veliko tega se je izgubilo že v desetletjih življenja v enostranskem sistemu, ker v bistvu tega nismo nagrajevali, ampak je bilo celo inhibirano. Pričakovanja ob osamosvojitvi, ob novi družbeni ureditvi so bila velika in tisti najbolj odgovorni, ki ne bi to gojili, zalivali ali pa gnojili, če hočete, tega cilja niso dosegali in namesto, da bi vzpostavili okolje, kjer bi vsaka slovenska državljanka ali pa vsak slovenski državljan lahko argumentirano, popolnoma svobodno izražal svoja mnenja in tudi pričakoval največji posluh prav tistih, ki so diametralno nasprotno svetovnonazorsko opredeljeni, smo v teh 30 letih, a pa ne smo, jaz nisem del tega, so dosegli tisti najbolj odgovorni, ki so politični lideri, namesto tega dosegli nivo popolne polarizacije naroda in temu rečem jaz posilstvo demokracije ali pa zloraba demokratičnosti, ko tega seveda ne morem dokazati ali pa verjetno se da tudi izmeriti, prevladuje v medsebojnih odnosih med različno svetovnonazorskimi opredeljenimi državljankami in državljani celo avtocenzura. Da si zaradi potencialnega strahu pred ogrožanjem lastne eksistence ali pa eksistence svojih osnovnih celic, ki so družine, ali pa svojih bližnjih, ali pa čisorkoli, niti več eni ali drugi svetovnonazorski opredeljeni ne uspejo ali pa ne upajo preveč svobodno izraziti. In to, seveda, to je posilstvo demokracije ali pa izrojenje demokracije, kajti, kot sem rekel, uvodoma demokracija je lahko najboljša izmed vseh družbenih ureditev uspešna le ob kulturnem dialogu vseh mavric političnih svetovnonazorskih opredelitev, ko si iskreno argumentirano izmenujemo mnenja, predvsem ne izsiljujemo svojih mnenj drugim, ampak predvsem poslušamo druge in se tako gradimo v nekem skupnem cilju. In to seveda ste dobro postavili izhodišče, kajti nedelovanje demokracije v ustavni demokraciji, seveda se odraža v neuspešnosti konkurenčnosti družbe in države. In to se nam dogaja, ne samo ta anketa, v kateri je govorila gospa Božič, zdaj to lahko tudi brez ankete že na pamet, naprimer oceniš, ali pa tudi, če potuješ mal širš po Evropski uniji, v tem izstopamo in to se kaže tudi v vseh makroekonomskih ali pa tudi drugih kazalcih. To se pravi, da nam sosedna država, ki je bila še pred 30 leti članica iste federacije, kot smo bili sami, nas prehitevajo nas v bistvu države Srednje Evrope, ki so bile ob začetku tranzicije, po spremembah družbenih ureditev daleč za nami po vseh teh kriterijih, ne samo, da so nas ujeli, so nas že daleč prehitevali. Najhujše pa je to, da če tega ne bomo uredili, je tudi perspektiva nas izjemno slaba. In če gledamo potem še celo regijo kot staro celino, kot Evropsko unijo in če jo postavimo zdaj, če postavljamo Slovenijo v odnos do drugih sosednjih držav ali pa v odnosu do jedrnih držav Evropske unije, če potem Evropo zdaj postavimo v nekako odvisnost od dveh blokov, ki sta se vzpostavila, Azija in Združene države Amerike, me zelo skrbi, da ne gre Evropa kar za nekaj desetletij, nam rekel stoletij, irreverzibilno v nek upad. Še posebej mi to potrjuje seveda to, ker je osnovni zakon narave evolovanje, to se pravi spreminja se edina amplituda in frekvenca. To se pravi, če vemo, da je bilo več tisočletij nazaj zibelka razvoja Azija-Kitajska,
da smo potem nekaj tisoč let vodili na tem delu, že ta osnovni zakon narave, verjetno iz neznanih ali pa nepojasljivih razlogov, velikih je pa tudi pojasljivih, kot celo družbo, ki je bila najrazvitejša ali GBL razvoja, nekako navzdol. In še posebej nevarno je dejstvo, da ko imaš populacijo neke velike regije navajeno na neko visoko raven blagostanja, če se to blagostanje začne spuščati ali pa če se začne prebivalstvo razslojevati, je to največji dejavnik tveganja za mir, ne samo v Evropi, ampak v celem svetu. Druga zgodba je v Aziji, ko jim neizpodbitno blagostanje raste in to je lahko obvladljivo, Če pa enkrat začne blagostanje padati, je pa to skrb vzbujajoče. Nisem želel že v prvih 5 minutah postaviti te pesimistične slike, Samo se heca, v podporo, lahko da sem poslušala med vrsticami, če ravno raje imam, da slišim samo tisto, kar je povedano. Skratka, v tej isti raziskavi Eurobarometra je dokazano, da so v Sloveniji najbolj nezadovoljni stanjem demokracije desno usmerjeni. In med državami Evropske unije so za nami samo Francija, Slovaška, Ciper in pa Grčija, ki so države, ki so še bolj nezadovoljne stanjem demokracije kot Slovenija. Več ne bi dodajala še na vse. Ne, se je povsem dovolj. Zdaj smo slišali o tej demokraciji, razdeljenosti. Aleksander, vi se ukvarjate pa z rešitvami za prihodnost. A lahko tako uvedem? Tam pa ni levih pa desnih, tam je samo tisti, ki gredo naprej, pa tisti, ki zaostanejo in ponavljajo in so praktično izgubili. Kakšen je pa ta svet v letošnjem letu postal? Zdaj, če pogledamo mogoče recimo stopno digitalizacije, mi smo bili 10 let nazaj po DESI indeksu tretji v Evropski skupnosti, oziroma 27-terici, zdaj smo, bom rekel, tretji od zadnjih. Tako da mi smo vsako leto za teh 10 letih izgubili mesto 2, 3. Pa ne, da ne bi mi napredovali, ampak enostavno smo tako počas nekatere stvari počeli, če sam gledamo, ne vem, recimo naše ministrstvo za digitalizacijo, popolnoma nefunkcionalna zgodba, kakorkoli se reče, pa naj mislijo, pa naj rečejo karkoli, Potem, bom rekel, mi imamo sigurno eno stvar, ko jih moramo zelo hitro rešiti, je naš izobraževalni sistem. Pri nas bi bilo nujno potrebno, bom rekel, spremeniti razmerje, se pravi, če bi rekel, naravoslovno-tehnične poklici v primerjavi z družboslovnimi poklici. Predvsem, bom rekel, bi pa zgledal, še imamo zmeraj veliko neresnih študentov, bi se lahko mogoče zgledovali po severnih deželah, kjer imajo, bom rekel, vavčerski sistem, kar pomeni, da, bom rekel, če ti fakulteto končaš, je šolanje brezplačno. Če ti se vmes po na letu 2 odločiš, bi šel pa nekaj druga, pač vrneš ta denar, ki ga država vate investirala in država financira nekoga drugega. Mi dejansko, bom rekel, za vse te probleme vemo. Žalostno pri tej stvari je, da se v njih samo pogovarjamo, ne prinesemo pa nobenih rešitev. Vsi obljubljajo, ali pa recimo, ne vem, predmeti, kar se tiče informatike v osnovni pa srednji šoli, mi smo trenutno edina država v 27-terici, ki predmeta, bom rekel, IT predmeta, zapravi za digitalizacijo, pa to, ali pa za informatiko, nimamo niti v srednji, niti v osnovni šoli. To je zdaj, bom rekel, lani smo bili dve države, leta smo sami ostali. Ko ministrica za digitalno preobrazbo pride pred kamero, zdaj imamo seveda novo, takrat se je pohvalila s temi podatki, češ da nas je pa organizacija, ki šteje in meri najbolj razvite države na svetu, pohvalila, a ne? Zakaj? Zdaj, tukaj bom rekel, seveda je fajn, ko te nekdo pohvali, treba je pa zmeraj vedeti, da lahko iz različnih zornih kotov gledam. Jaz sem prej govoril o našem, bom rekel, splošnem stanju ali pa, bom rekel, vse področje stvarno zajeta. Ne vem, recimo, če se dotaknem, mogoče sem za trenutek e-računi v izmenjavi business to business. Že več kot 3 leta, bom rekel, zakon se vala po predalih, da bi bili tudi e-računi v business to business v Sloveniji obvezni. Ta stvar se zdaj umika nekam v leto 26, tako da nas bo tudi recimo Hrvati, ki so bili še 4-5 let za nami, nazaj, bom rekel, daleč za nami, oni s 1.1.26 to stvar uvajajo, konc zgodbe. In mi namesto, da bi dejansko pospeševali pa zniževali stroške poslovanja, se tega nikakor ne želimo lotiti. Zakaj?
potem pa jaz rajši ne bi. Zdaj je tukaj že kar nekaj odgovorov za rešitev. Mi smo bivši ministrici, za časa ministrovanja bivše ministrice nekako dojeli, da lahko niso dovolj dobro seznanjeni s stanjem na trgu računalniške pismenosti in opremljenosti, ponudili raziskavo, ampak so nas zavrnili, da je ne potrebujejo takrat. Vse so pokazali z nabavo teh starinskih računalnikov, njihovo nivo, bom rekel, kaj pač pričakuje, da bo državo rešili. Nas ne bo rešila strojna oprema, nas ne bo rešila programsko oprema po licenc, nas samo reši, bom rekel, če bomo imeli v izobraževalnem sistemu dovolj teh vsebin, da bodo ljudje, ki bodo končali šolanje, bom rekel, računalniško ali pa digitalno pismeni. To zdaj ni več vprašanje, ali to moramo biti, ali bi pa sem bilo fajn, brez tega mi v tem evropskem prostoru, v svetovnem pa tako ne, enostavno ne bomo več konkurenčni. Pri konkurenci bi se pa zdaj še na zdravstvo obrnil. To je še ena ob digitalizaciji, zdravstvu, javni upravi, pa plačni reformi in davčni reformi. To so bile tiste stvari, ki jih je ta vlada obljubljala, ko je stopila v čevlje prejšnje vlade. No, pa obljubili so, da bo tudi nivo komunikacije drugačen. Ampak a ste razočarani nad tem, kar se je zgodilo v letošnjem letu, ko govoriva o zdravstvu? Ja, jaz zelo nerad kritiziram, ampak lahko sam povem, kaj se bi jaz naredil drugače, kot je naredila trenutna ta koalicija. Tako da lahko rečem, da samo nekako se vedno sprašujem, kako je možno, da rečemo ob tako veliki politični moči, ki ima ta koalicija, ki lahko praktično brez pogajanj s opozicijo pa karkoli sprejme karkoli, da zamudi to priložnost, da v prvem letu mandata ne naredi tistih sprememb, za katere seveda so potrebne, in tiste, ki so ponovadi potrebne, so tudi takšne, ki ne doživijo avtomatično večinske javne podpore, so pa nujno potrebne za srednje in dolgoročne strategije razvoja našega naroda. Zdaj, za zdravstvo lahko samo to rečem, da seveda ni potrebno izumljati neke nove recepture, kako naj javno zdravstvo deluje v sodobnem svetu, ali pa če gledate vse glavne vzorce delovanja v Evropski uniji in še posebej, če gledaš tiste države, kjer so tudi po vseh objektivnih analizah uvrščene kot najuspešnejši sistemi javnega zdravstva, seveda je potem nekako nerazumljivo, če imaš tako politično moč, da pač takih korakov ne narediš. Jaz vedno trdim, da Slovenija glede na bruto družbeni proizvod je seveda bogata država. Če tudi pogledamo, kakšen velik del javnih sredstev namenjamo za javno zdravstvo, mislim, da bo to letos že skoraj 6 milijard, to je, bi rekel, na pamet skoraj tretjina proračunskih odhodkov, in če primerjaš ta sredstva pa kaj dobijo zavarovane osebe za ta sredstva, to se verjetno že z vesolja vidi, da nekaj ni v redu. Če vemo, da smo pred rečemo 10 leti polovico manj denarja namenjali, pa je bila dostopnost in kakovost boljša kot danes, potem seveda finančne sredstva niso razlog za to. Gre spet za polarizacijo naroda na ideološki osnovi, pri nas se je kar tako potihoma avtomatično v javnosti nekako udomačila percepcija, da je javno zdravstvo enako državno zdravstvo, kar ne trdi po nobeni sodobni teoriji organizacije javnega zdravstva. Javno zdravstvo definira izključno javno financiranje na račun popolnoma solidarnostno zbranih sredstev, kar pomeni, da popolnoma danes pomeni, da tudi tisti, naprimer, ki plačuje samo 30 evrov prispevka zdravstveno zavarovanje, dobi popolnoma enake pravice kot tisti, ki jih plača 1000 evrov. To imamo mi zagotovljeno, zakonsko in sistemsko. Seveda drugi predpogoj za definicijo javnega zdravstva je, da zavarovana oseba dobi kakovostno zdravstveno storitev, ko jo potrebuje, ne da bi karkoli plačala iz svojega žepa. To je pri nas izgubljeno zaradi konstantno slabše in slabše dostopnosti do
zdravstvenih storitev, to se pravi uvajanje ali pa izvajanje javne zdravstvene službe na zasebni način, je ožigosan v percepciji naše javnosti, kada je to privatizacija, ki prebivalstvo razsluje, in to je največja možna laž, na kateri temeljijo si te zdravstvene reforme, kajti edina privatizacija javnega zdravstva se dogaja, ko mora zavarovana oseba, ki redno plačuje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, zdravstveno storitev, če jo želi dobiti, ko jo potrebuje, plačati iz svojega žepa. In to se pravi, to je razslojevanje na podlagi kupne moči. In če pozraven še pogledamo dejstvo, da izvajalci javne zdravstvene službe v državni lasti niti ne uspejo porabiti vseh javnih sredstev za izvedbo teh storitev, potem seveda je to dodaten razlog, ki negira to percepcijo javnosti, da je uvajanje zasebnih izvajalcev javne zdravstvene službe na račun napotnic ali pa tega razslojevanje ali pa privatizacije zdravstva. In zdaj, če pogledamo izhodiščno, če temeljijo vsi ukrepi za javnost v tej mini reformi, ki dejansko ni reforma, da se bo izboljšala dostopnost, je to zdravljenje temelji na napačni, popolnoma napačni diagnozi. To se pravi, namesto da bi sledili osnovnim predpostavkam ali pa osnovnim določilom Evropske unije, ki je svobodni prehod blaga, storitev in delovne sile, mi znotraj samo enega segmenta pomembne družbene dejavnosti z administriranjem omejujemo to svobodo. To se pravi, edino poklicno skupino v celem javnem sektorju ustavno in delno pravno posiljujemo kot izjema. To se pravi, ta reforma se ukvarja samo s tem, da določeni zdravstveni strokovnjaki ne bi preveč zaslužili, nihče se pa ne ukvarja s temeljnim problemom, kako bomo povečali dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev. To je moj odgovor na to. No, sej, odlično, ker zdaj bom drugič postavil vprašanje, ker sem ga tudi prvič, če je načeloma res jasno in ni treba izumljati tople vode. Spomnim se, na začetku mandata so dejali, ko gre za digitalizacijo zdravstva, bomo pogledali v Estonijo. Ko gre za javno zdravstvo, bomo pogledali na Dansko, naprimer. Načeloma smo, oziroma so vedeli, kam gledati in odkot kopirati, potem smo imeli zdravnika, ki je bil minister, zdaj nimamo zdravnika, ki je ministrica, In zdaj vprašanje, zakaj torej se nič ne zgodi, če se pri digitalizaciji ve, kaj je treba narediti, pa se ni, a tukaj ni znanja, ni želje, ali morda, ne vem, ni znanja tega tudi pri komunikaciji, ker to, kar zdaj vi razlagate, to, kar razlaga Fides, to, kar razlaga zdravniško združenje, to, kar razlagajo pacienti, načeloma vsak razume seveda po svoje, ampak kot rečeno, vlada ima dovolj glasov, da to izpelje tako, kot so si pa zamislili, pa ni. Ja, moj odgovor je ta, jaz sem prepričan, glede na to, da seveda politiki niso neumni, so pametni, to se pravi, sem prepričan, da vsi, ki prevzamejo mandate, vejo, kaj je na stvari. Gre za nek že 30 let prisoten način delovanja nekih sil, ki jih niti sam ne poznam, niti jih ne morem pokazati. Ko pride tik pred tem, ko pride do nekih res reformnih, drastičnih sprememb, te sile prevladajo in zagotovijo kontinuitete. Če mi že 30 let vemo, da izključno uveljavljen model državnega javnega zdravstva ne deluje in da dostopnost in kakovost stalno pada, potem je treba zdraviti državni del javnega zdravstva. In državni del javnega zdravstva potrebujemo močen in najboljši, najmočnejši. Potrebujemo najboljše, najsodobnejše opremljene bolnice, ki dajo na razpolago najsodobnejša zdravljenja zavarovanim osebam. In ob relativno razkošnih finančnih sredstvah, seveda, če ta sredstva ne pridejo do tega, da bi to, kar jaz govorim, zagotavljali najmočnejše državne izvajalce javne zdravstvene službe, in nekaj narobe z upravljanjem. In jaz sam bi se lotil reforme javnega zdravstva za reformo financiranja, to se pravi za reformo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki bi morala prej postati zavarovalnica, ki bi kupovala zdravstvene programe ali pa zdravstvene storitve, ne pa financira zmogljivosti. In na področju korporativnega upravljanja bi se moral lastnik
državnega dela javnih zdravstvenih zavodov obnašati kot lastnik po principih korporativnega upravljanja, kot veljajo v realnem sektorju. To se pravi, morali bi zelo previdno izbirati, koga bodo dali za upravljanje posameznega javnega zavoda. Še bolj bi morali paziti, da bodo dali kompetentne člane v svete zavodov, ki so analogni nadzornim odborom v gospodarskih družbah. Morali bi izkazati kompetentnost, morali bi tudi začeti odgovarjati individualno, materialno in tako za sprejemanje svojih odločitev in predvsem na vseh točkah korporativnega upravljanja bi vsi morali slediti samo enemu cilju, da bo zavarovana oseba imela čim boljšo dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev. In če hočem to ilustrirati, vkolikor res obstajajo posamezni primeri, rečemo, zdravnikov, ki so javni uslužbenci in delajo, rečemo, v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, potem se to rešuje po principih korporativnega upravljanja. Če že sam menedžment tega javnega zavoda na vseh treh nivojih ne uspe pravočasno detektirati takih anomalij, potem je ustanovitelj tisti, ki mora naložiti svojim nadzornikom, da nadzorniki vodstvu naložijo odgovornost, da rešijo eventualne spolne primere. Isto, če ugotovijo, naprimer, da je realizacija zdravstvenih programov glede na pogodbo ZZS minus 6-7%, potem bi morali v vseh tistih javnih zavodih, kjer realizacija ne dosega tega, spet naročiti po principih korporativnega svojim nadzornikom, da to nekako uredijo. Če to urejajo zdaj to na ta način, da z zakonom določajo prepoved, rečemo, dvojnega dela javnim uslužbencem, pomeni, da ne zaupajo menedžmentu, ki so ga sami imenovali in ki ga sami nadzirajo. Tako da zdaj imamo v bistvu samo eno poklicno skupino v celem javnem sektorju, za katere ne bo več veljala ustavna pravica do svobodne podjetniške pobude in za katere ne bo veljala krovna delovnopravna zakonodaja, kjer točno piše, pod kakšnimi pogoji ti lahko da matični delodajalec soglasje, rečemo, za delo pri drugem. Zame je to odraz nezaupanja v lasti menedžment, da moraš v bistvu ustavo in zakone krovne sistemske odpirati zato, da si delaš iluzijo, da boš nekaj rešil, ker voda bo vedno tekla navzdol, bo mogoče malo manj naravnost, ampak to hočem reči, da ničemer to ne bo rešilo ključnega problema, ki je dostopnost do zdravstvenih storitev, in slaba dostopnost je glavni razlog za privatizacijo javnega zdravstva, ki pomeni, da mora davkoplačevalec storitev iz svojega žepa plačati, če želi to zdravstveno storitev dobiti. Ko se primerjamo zdaj, če pri zdravstvu ostaneva, pa gremo potem naprej še na druge teme, kot so finance pa davčne stvari, kje smo Slovenci znotraj Evropske unije? Kaj kažejo številke? Vse to, kar smo zdaj slišali, je očitno na temo zdravstva bilo komunicirano v slovenski javnosti lahko da izkrivljeno, ker ljudje v Sloveniji dejansko ne ločijo, kaj je državno, kaj je javno zdravstvo. To je dokazano z raziskavami. Kar zadeva pa primerjave z drugimi državami, je pa zdravstvo v Sloveniji tema številka 1, izziv ali po domače povedano problem številka 1, tako zaznava javnost v letošnjem letu, kar pomeni, da se je res veliko govorilo o zdravstvu. Če v Sloveniji 4 od 10 pravijo, da je največji problem zdravstvo, je v Evropi povprečje 18%, se pravi 41 v Sloveniji, v Evropi 18, v Evropi jih najbolj, javnost v Evropi, najbolj skrbijo dejansko davki, najbolj skrbi jih gospodarstvo, najbolj skrbi jih inflacija. V Sloveniji to skrbi enega od 10. Se pravi, v primerjavi z Evropo je zdravstvo tema ali problem številka 1 v Sloveniji, tako zaznava javnost. Medtem ko v Evropi so teme številka 1 inflacija, gospodarstvo, davki. Migracije, ki so bile še pred pol leta v Sloveniji nekje visoko zrangirane, so zdaj padle na 6. mesto. Tako da zdravstvo je ves čas v letošnjem letu očitno bila tema številka 1, ljudje pa ali komunikacija ni bila prava, ali pa ljudje, državljani nismo znali pravilno razumeti, zakaj gre. No, predvsem, ko je ta vlada postala operativna, je obljubila, da se bo zdravstvom največ ukvarjala in takrat je ta pričakovanja sama postavila zelo visoko. Verjetno, zelo visoko in tako, kot pravi dr. Marko, dejstvo je, da
če kdo bi ta vlada lahko z dovolj znanja, z dovolj strokovnega sodelovanja strokovnjaki z tega področja, z absolutno večino, ki je ni imela nobena vlada, ja, tudi z voljo, nobena vlada doslej lahko to rešila. Verjetno se težko rešijo take zadeve sistemske iz danes na jutri, ampak zaenkrat temu ne kaže tako. No, v Evropi se pa z davki ukvarjajo in pa, ne vem, z inflacijo in tako naprej. Druga od teh pomembnih obljub je bila pa prav davčna reforma, pa tudi razbremenitev dela, ker bi to pomenilo, da bi ljudje imeli na koncu višje plače, kar je bilo še v prejšnji vladi. Pa smo spet pri vas, ker vi pa ne samo, da se ukvarjate z rešitvami, tudi s finančnim in s Fursom veliko delate ter s finančnim ministrstvom. Ne? Recimo pri nas eden od problemov teh davčnih reform potega je, mi delamo v izbreku po zdravniško Hansaplast na Hansaplast. In nekaj stvari, ko bi se dejansko morali v osnovi spremeniti, bi morali jih enkrat za vse narediti. Če gledamo recimo, ne vem, zadnje 3-4 leta, koliko sprememb smo uvedli v Sloveniji, kar se tiče plač. Bom rekel, redko mine mesec dni vmes, da ni nek sprememba, da ni nek nov predpis, da ni nek nov akt, da ni neka nova fora. In vse te stvari stanejo, v resnici so pa te stvari zelo slabi izpleni. In namesto, da bi, bom rekel, mi postajali, če bi rekel, ugodnejši oziroma konkurenčnejši v našem okolju, kar tiče naših sosednjih držav, mi za vsako tako spremembo, bom rekel, si zakompliciramo življenje ali pa, bom rekel, podražimo, če bi tako rekel, samo delovno mesto. In z to smerjo, ko gremo trenutno, bom rekel, mi dejansko smo v tej soseski, kar se tiče obremenitve plač in kar se tiče iz zneska bruto do neta, smo tukaj ta trenutek žal najslabši, če govorimo za Italijo, Avstriji, Hrvaški in Madžarski. Če se še malo bolj dol proti vzhodu, obrnemo, to ostane za nas še toliko slabše. Ne? In mi bomo morali začeti zakonodajo planirati naprej. Recimo primerjava recimo v Nemčiji. Ne? V Nemčiji se zakon in vsi podzakonski akti, ko se sprejmejo, mora miniti najmanj 6 mesecev, da pride v veljavo. Pri nas, naš parlament sklene danes, velja od ponedeljka naprej in dejansko je velikokrat te stvari praktično skoraj nemogoče realizirati, ker se ne da obrniti tak stvari. In tukaj se recimo, rečemo letos, so bili recimo popravki za mlade zaposlene, se pravi so bili tisti, ko so do 25-30 leta, ne točno, je šlo to, da je približno €50, €80 po zaposlenem delodajalec prihranil, če takega človeka zaposlil. Ampak ves obračun plač, ko si moral postaviti na glavo, se pravi vsi, ko so se morali s tem ukvarjati, je stalo pa nekaj €100. To pomeni, da prihranek za podjetje s tako spremembo ni bil prihranek, ampak je bil dodaten strošek. Po drugi strani se bo tudi, bom rekel, če gledamo, če še ostanem za sekundo pri plačah pri teh stvareh, naš sistem obračuna plač je toliko kompleksen, recimo mi kot podjetje, mi smo morali v zadnjih 2,5-3 letih, so morali število ljudi, ki se ukvarjajo z podporo plačam našim strankam, podvojiti, pa še včasih komaj folgamo reševati vse zanke in uganke, ki se nam na terenu pojavljajo. Pri ostalih zakonih smo pa tudi zelo inovativni, bom rekel, zdaj ne vem, če se dotakne mogoče to evidentiranje časa ali pa te odklopi, pa se to. Nekaj stvari, kar sprejemamo in mi recimo leta 2024, Slovenci, to je pač moje osebno mnenje, pa mislim, da se bojo tudi ostali pridružili, mi se ukvarjamo kar naprej z nekimi pravilniki in pa z nekaj sprejemamo nekih notranjih stvari, pa bom rekel za realizacijo, ki nam je pač daje zakon, da pač moramo nekaj stvari poštimati, pa nekaj stvari narediti, namesto da bi se lahko ukvarjali z pridobivanje novih poslov, z razvojnimi projekti in s tem stvarmi. In država nam v resnici, če bi tako rekel, meče polena pod noge in nas dejansko obremenjuje zmeri z nekimi novimi predpisi. Včeraj sem poslušal, ravno včeraj sem poslušal pogovor z ministrom Hanom, ravno na to temo, o kateri zdaj govorimo, o zakonu o evidentiranju, ne, pa je dejal, da Slovenci res to naredimo, ironija je to, da je on pač minister te vlade, ne, da mi kaznujemo potem splošno populacijo zaradi nekaj primerov, ki so seveda napačni, namesto da bi kaznovali in do konca pripeljali nek primer. Tukaj je bila Marina Blu, ta začetek zgodbe, ker vemo, da se ni nič zgodilo, ampak velja pa nov zakon, ki, kot ste rekli, res popravljamo po pol leta z nekimi popravki in smo se veliko s tem ukvarjali, a ne.
Slovenci smo, ali pa slovenska zakonodaja je še kje drugje posebna, če povem iz naših izkušenj kot raziskovalcev, ker ne sam svetujemo, pač pa tudi zbiramo podatke. Evropska komisija naroča tudi telefonske raziskave v vseh državah Evropske unije, izvajajo jih pa s tako imenovanim sistemom generiranja številk, zato da je lahko vsak državljan ima možnost biti pozvan k sodelovanju. To naroča Evropska komisija in se izvaja tudi v Sloveniji, ampak v Sloveniji je takšen način delovanja prepovedan. Se pravi, mi ne smemo telefonirati na generirano številko, če delamo kakšne druge projekte, kot tiste, ki jih naroča Evropska komisija. Zdaj smo se sicer oglasili pri informacijski pooblaščenki, se bodo pozanimali, kako je mogoče, da je Slovenija tako posebna v zakonodaji, GDPR si spoštujemo, gre za anonimizacijo podatkov popolno, ampak tukaj je to prepovedano. Sem kot dodatek, sicer pa stanje duha v Sloveniji med prebivalstvom ni slabo. To pa, če bo možnost, bi tudi povedala. Okrog teh zakonov pa te stvari. Pri nas je predvsem problem to nepredvidljivo gospodarsko okolje. Ti dejansko ne veš, kakšni predpisi, kakšni zakoni te bojo čakati čez leto, dve, oziroma ne veš, kaj od tega, kar danes imamo, bo še točno v taki obliki veljavno. Če gledamo, kako so nas letos pomlad, če smo zdaj pri tej evidenci časa, so nam lomili roke, pa smo morali uvajati neke stvari, ki so bile v določenih dejavnostih, bom rekel, skoraj neizvedljive, ne, recimo transport, bom rekel, tudi zdravstvo je težko teh stvari slediti. Spravo, imamo cel kup področji, kjer hkrati so bili recimo akademiki izvzeti, ne. Zdaj, bom rekel, smo se stvar popravili, a zdaj to zadnji popravek, ali bomo spet čez 3 mesece spet popravljali, ne? Če gledamo sam predpisih, ne vem, omrežnina, to je tudi taka tema, ko zelo zadnje 2-3 mesece se veliko vrti okrog tega. Omrežnino se 2 leta popravljali, vsi smo opozarjali, da je stvar nekorektna, pa ne okej. Zdaj, v resnici smo jo uvedli, ampak kar odlagamo tole za 3 mesece, uno za 4 mesece, uno na drugo leto. Se pravi, sploh ne vemo, kakšne pogoje gospodarske bomo imeli čez pol leta, čez leto dni. Jaz samo upam, recimo, da se nam ne bo ponovila za recimo zgodba Nemčije zadnjih 14 dni. Nemčija je zaradi tega prehoda v zeleno oziroma v ekološko družbo so stavili vse na vetrno energijo, stavili so na fotovoltaiko, jedrske so zaprli. Oni imajo trenutno tako hudo pomanjkanje energije, namreč zgodil se je vremenski pojav gor v Severnem morju, vetra ni, taka nizka megla je, oni dejansko v severnem delu ne proizvajajo dovolj elektrike in v par dni nazaj je elektrika oziroma megavatna ura v Nemčiji dosegla 980 €. To so ne alarmantne stvari, to pomeni, če bi rekel tako zelo bolj poznano, to pomeni, da kilovat stane skoraj €. Zaradi tega so v Nemčiji v praktično v enem tednu 20 000 podjetij je ljudi poslalo domov, ker so ugotovili, da je cenej, če jim dajo plačo, kot če proizvodna laufa. In jaz srčno upam, da se nam tudi ne bo kakšna taka zgodba zgodila, ko se zdaj pogovarjamo okrog Jeka, okrog Teša, okrog te stvari, bom rekel, kako neresno te samozadostnosti energetski pristopamo. No, ravno to sem pa zdaj želel. Ko pogledamo te podatke, Slovenija ima rekordno nizko brezposelnost, trenutno je malce poskočila, pa vendarle je v primerjavi z ostalimi članicami Evropske unije res odličen podatek. Ko smo govorili o inflaciji, smo jo v Sloveniji zajezili, spustili pod evropsko povprečje. Dobro, zdaj so v tem zadnjem obdobju spustili gospodarsko rast, ki je bila napovedana, pa vendarle ne je še vseeno, če se primerjamo z Nemčijo, naša večja. Tako da se zdi, da če bi nekaj stvari vendarle vlada ali pa uradi ali pa ministrstva hitreje procesirali, da bi bila družba še bolj uspešna. Pa že zdaj, to pa je to, kar ste želeli reči, a ne kaže, da smo vendarle s tem, kako živimo, zadovoljni. Ne samo zadovoljni, ampak že spet jesenski Eurobarometer pravi, da je prebivalstvo Slovenije med najbolj zadovoljnimi v Evropski uniji, ker kar 94% Slovencev pravi, da je zadovoljno nasplošno s svojim življenjem. Pred nami so skandinavske države, Irci najbolj. Ja? Tako da, ko ljudi sprašujemo, je dejstvo, da je ta tako imenovani work-life balance percipiran v Sloveniji izjemno dobro. Se pravi, ljudje imajo dovolj časa ne samo za pridobivanje plače, kakršnekoli že, če ravno zmanjšane, pač pa tudi svoj prosti čas in zelo cenijo čas za druženje z družino in športne aktivnosti. Zdaj, te raziskave se izvajajo po isti metodologiji v vseh evropskih državah, tako da bi težko rekla, da je v Sloveniji kaj narobe. Je pa res, da je v zadnjih 20 letih, odkar se meri zadovoljstvo,
to najvišje zadovoljstvo s stanjem v državi, ki je bilo izmerjeno letos, da je doslej bilo leta 2013, je bilo 79% zadovoljnih državljanov v Sloveniji, kar je bil tudi dober rezultat. Ampak nadpovprečno 24, po drugih meritvah, ki smo jih izvajali na Mediani v sklopu Worldwide Independent Network, se pravi neodvisnih raziskovalnih agencij, ugotavljamo, da po drugi strani je samo, čeravno je še vedno 12% tistih prebivalcev, ki se težko preživljajo, kar je podpovprečno v primerjavi s Hrvaško, kjer jih je enkrat več in skoraj dvakrat več v Srbiji, ker smo prej primerjali tudi gospodarske oziroma davčne razmere v teh državah. Ampak kot rečeno, prebivalci Slovenije, raje rečem, ker ni nujno, da je nacionalnost slovenska, izstopamo po zadovoljstvu z življenjem v tej naši ljubi državi. Ampak to je prav, meni se zdi pa to odlično. Zato pa pravim, a veste, eno je to, kar gospodarstveniki ali pa upravljavci države počno in delajo, drugo je pa slovenski živelj v Sloveniji. No, zdaj tako vprašanje, vi ste zdravnik, zato če mene vprašajo, kako se jaz rečem odlično, ker sem zdrav, ne? Se pravi, na prvo mesto se mi zdi, da če smo zdravi, potem pa če k temu dodamo res še to našo lepo državo, pa da imamo mir, ne? Zdaj smo v zadnjem letu vendarle spoznali, kaj pomeni vojna, ker je v Evropi, videli smo posnetke iz Gaze, Sirija v zadnjem trenutku, migrantov nimamo, ne? Pa so se vendarle vsi, ali pa vsaj nekateri še v tem delu sprostili, pa čeprav bi delavske migrante še kako potrebovali. Kaj pa je tisto, kar naši družbi manjka, da bi pa morda to jamranje, zdaj bom pa drugače, ker prej smo slišali, kar se tiče upravljanja z državo, biti konkreten pri tistih ciljih, ki si jih zastaviš, vemo, kaj manjka, ne? Ali pa morda niti ne. No. Ampak kaj pa nam manjka kot družbi, ko pa recimo gledamo in medije in ko poslušamo to javni diskurs, ki je pa ves čas občutek, da tukaj je pa res slabo. Namesto, da bi iskali, kako bi nam bilo še bolje, se mi ves čas podmikamo v drugo smerno. No, seveda, jaz tudi ne bi rad, da izpadamo zdaj na tem pogovoru. Saj zato pa tako sprašujem, pesimisti, ne. Tako da jaz se popolnoma strinjam že brez ankete, ne, da, ker tudi veliko potujem, ne, da kakovost življenja za prebivalca je brez ankete nadpovprečno dobro in za mene ni, ne glede na politični sistem, na konflikte, polarizacijo, ne, je ni države, kjer bi raje živel in kjer bi se bolje počutil kot v Sloveniji. Ne, drugo dejstvo je, ne, da mi zdaj govorimo o nekem 2-letnem obdobju vlade tega mandata, pred njo je bilo še toliko drugih vlad in vsega ostalo in to je zelo en kratek izsek. Za me kot rečemo naravoslovca ali pa tu znanstvenika so vedno pomembni trendi. In trend slovenskemu narodu gre že več stoletij samo navzgor, tako da sem velik optimist. Mi imamo velik potencial in verjetno smo najuspešnejši, jaz sem prepričan, da smo najuspešnejši narod v Evropi, glede na velikost naše populacije in glede na našo mladost v 3. stebru narodne identitete, ki je država, pravim, da smo najuspešnejši in verjetno smo najuspešnejši prav zaradi tega, ker imamo vedno ravno prav veliko kritično maso razmišljajočih ljudi, ki pa niso zadovoljni še tako dobro, kako vas jo, ampak bi radi več. In jaz celo to razpravo ali pa to, kar sem jaz povedal, gledam z tega vidika, da sem zelo zadovoljen in da nikjer drugje ne bi živel kot v Sloveniji in sem najbolj ponosen, da sem Slovenc, ampak imam pa nekaj hudiča v sebi, da vedno gledam, zakaj pa Luksemburg lahko tako, zakaj pa ne vem, baltske države lahko in to te grize in to moramo biti veseli tega. In to je ravno tisto, kar bo moj odgovor na naše vaše vprašanje, na vaše vprašanje. In to smo začeli uvodoma. Ta huda polarizacija omejuje bolj maksimalne sinergije na sporočno svetovnozorskih opredeljenjih. Ne samo svetovnozorsko, tudi glede podjetništva, glede socialnih transferjev, vsega tega. In polarizacija pomeni, da namesto, da bi v strpnem dialogu prišel nekje do skupnega imenovalca, pod katerega bi se tako kot ob osamosvojitvenem referendumu podpisali več kot 90% tega, se gre za premagovanje drugačnega mislečega. In mislim, če bi še to prevladala, pa jaz ne mislim, jaz sem velik nasprotnik zdaj zadnjih idej povezovanja levice in desnice,
Zaradi tega, ker mi v Sloveniji praktično še niti ne vemo točno, slovenski volivec ne ve, kaj je desno, kaj je levo. V Sloveniji je desno tiskaj za domobrance, pa za cerkev, levo pa tiskaj je jugonostalgik, kar ni res. In na prosvetljevanju naroda, kaj je konzervativno, pa kaj je levo, je treba še veliko delati. Ampak manjka nam ravno to, da bomo v etičnem, kulturnem, strpnem, razsvetljenskem dialogu izmenjevali mnenja in tudi črpali najboljše strokovnjake iz enotnega bazena, ki je zdaj zaradi razcepljenosti razdeljen na 2 kadrovska bazena. In mi smo premejhni, da bi si lahko privoščili 2, kaj šele 3 kadrovske bazene, če bi želeli, da pridejo na najvišja mesta vodenja našega naroda, pa naše države, res najuspešnejši, najsposobnejši in najnaprednejši ljudje. Tako da ne bi želel, to izpade, sem jaz pesimist, ampak sem jaz optimist. Zame je važen trend, in jemljem rečemo tudi to organizacijo, kjer danes gostujemo na tem pogovoru, Klub slovenskih podjetnikov, jemljem trenutno kot eno najmočnejših središč, ki združuje največ kompetentnih, politično neutralnih strokovnjakov iz raznih področji, in sem tudi zato posvečen kar precej časa temu klubu, ker mi je všeč, da je politično neutralen, da so v klubu resnični ljudje, ki so iz nič naredili nekaj, ki prispevajo davke in prispevke za ustavno določeno socialno državo Republiko Slovenijo, in poleg te strpnosti nam manjka edino še malo več podjetniške miselnosti tudi pri vodenju države, ker mislim zlasti na pomembne družbene sisteme. Mislim, da smo zelo blizu tega in sem velik optimist in grem z veseljem v leto 2025, ne glede na to, katera politična koalicija nas bo vodila. Doktor Bitenc v bistvu je očitno reprezentant naših reprezentativnih vzorcev, zdaj se je že drugič, tretjič tako poklopilo, skratka tudi slovenska javnost je optimistična, kar zadeva naslednje leto. Lahko potrdim z raziskavo, pravim. No, in iz 450 članov sem iskal zdravstvo, ker sem vedel, da bo na tej lestvici davke in digitalizacijo, ker je to nekaj, o čemer smo govorili in o čemer bi morali še več. Vas pa zato, da ste podkrepili vsa ta razmišljanja s podatki. Zdaj pa, če greva izven Slovenije, letos je bil vsaj zame in še za marsikoga ta razvoj digitalizacije, umetne inteligence neverjeten. 2025 bo pa še bolj neverjetno. Zdaj bom rekel, tukaj jaz sem v tem IT poslu, bom rekel, že več kot 30 let. In to, kar me še zmeri motivira, pa še zmeri vleče, je to, da se moram nekaj novega naučiti. Se pravi, da dejansko moraš ostati skozi v formi, in ko priješ enkrat do faze, da veš, da veliko veš, da pa ti česar ne veš, še pa veliko več, te ta stvar motivira. Zato sem tudi pred leti, bom rekel, po 30 letih fakultete, po 30 letih diplome, sem se upisal na doktorski študij računalništva. Da v bistvu poskusim, da vidim, po domač bom rekel, kakšen me je v hlačah. Bom rekel, jaz sem pač postavil tako skromen cilj. Sem rekel, 18 izpitov smel narediti, sem rekel, da je 8 poprečno, sem bila ok, ker pač kot podjetnik nek cilj moraš imeti, ne moraš iti kar bo pa bo, ne. Jaz sem, bom rekel, to face presegel, tako da bom rekel, imam 9,25 poprečno ceno. Ko je prišel od tega, da moram pa dizertacijo, potem narediti, se vprašal, kak smisel še ima to za mene. Se pravi, jaz ne bom akademik, ne bom na fakulteti predaval po to, in meni kot podjetniku tisti drd spred ne pomeni tako velik, ne. Dejstvo pa je, da bom rekel, mi kot družba, če hočemo iti naprej, vsi bi morali biti tako perspektivni, da bi vlekli, tudi ko so stari 30, ko so stari 40, ker vsi moramo tej družbi nekaj prispevati. Tukaj ni zdaj stvar samo v tem, da sam gledaš, kaj ti bo ta družba dala, ampak prvenstveno mislim, da moramo vsi reči, kaj pa mi tej družbi lahko pomagamo z svojim znanjem, svojimi izkušnjami, bom rekel, da nam bo vsem na koncu bolje, ne. Tako da, bom rekel, jaz mislim, da bo leto 25 še boljš, kot je bilo leto 24, zdaj pa, če se sekunde vrnem na umetno inteligenco pa na digitalizacijo, recimo, če gledamo ta OpenAI, ko je Altman, tako, ko vodi, on je po nacionalnosti Čeh. On v Evropi zaradi naše zakonodaje ni mogel svojih idej razvijati, zato je šel pač v Ameriko. In mi, recimo, če zdaj se mogoče nas, Slovenci, se še malo Slovenci malo pohvalimo v teh stvareh, Slovenci imamo cel kup strokovnjakov v IT branži, kjer smo številka 1 na svetu.
od tega, da imamo Jureta Leskovca na Stanfordu, ki je najboljši računalniški faks na svetu, od tega, da imamo dr. Igor Benkota kot vodjo razvoja Search Engine pa Google Mapsa na Googlu, od tega, da imamo recimo dr. Miran Mernik, ki je vrhovni revizor pri Elselvu za IT članke. Se pravi, imamo cel kup Slovencev, ki dejansko v tej branži pomenijo top of the top. Dejstvo je pa, da bom rekel, Evropa, kar se tiče digitalizacije, sploh pa kar se tiče umetne inteligence, žal strahotno zaostajamo. In tukaj ni zdaj stvar samo Slovenije, kaj bi lahko mi v Sloveniji naredili. Tukaj je stvar ne, da bo Evropa morala neke mehanizme sprostiti. Mi smo recimo letos kot Evropska skupnost sprejeli zelo ostro zakonodajo, kar se tiče uporabe umetne inteligence v poslovnem okolju, v raziskovalnem okolju. Te omejitve v resnici pomenijo, da več ne moramo držati koraka za ZDA ali pa s Kitajsko. In če se teh stvari nočemo zavedati, ali pa recimo večina prebivalcev niti ne ve za to, potem smo si umetno, se oviramo pri vse te stvari. Recimo v Sloveniji grozno veliko govorimo o superračunalnikih, celo... je napovedan, samo nismo ga še postavili. Ne napovedan, celo je bilo že v Združenih narodih je povedal, kako mi to delamo, že nekako mi že to uporabljamo, od tega računalnika ni še nič, pa še nekaj časa ne bo. In tukaj pri nas je, mi prevečkrat se vlaga v strojno opremo, premalkrat se vlaga pa v kadre, pa v ljudi. In jaz mislim, da je sploh, če govorimo o storitvenem sektorju, vse, kar je pomembno, so kadri. Ljudje, znanje teh ljudi, njihova pronicljivost, njihov, timski duh, se pravi, da lahko skupaj premagamo meje in da lahko premikamo možne meje. Žal, tisto, ko sem že prej na začetku rekel, mi imamo tudi to zelo neugodno razmerje med naravoslovno-tehničnimi, izobraževalnimi procesi in pa družboslovnimi. In to so vse stvari, ki jih moramo početi danes, da bomo čez 5-10 let mogoče ta trend obrnili. To, da mi rečemo, to ni fajn, dajmo še to popraviti, dajmo še to popraviti, tukaj premalkrat delamo, prenežne korake, premalo usmerjene, premalo smo ciljno usmerjeni pri teh stvarih. Prostora imamo dovolj, znanja imamo dovolj in tukaj dejansko bi bilo treba samo določene stvari v izobraževalnih procesih spremeniti, pa tudi konec koncev, če govorimo v zaposlovanju ali pa v nagrajevanju. V Sloveniji se recimo zdaj že par let trudimo se z notranjim solastništvom, ki je tam zakonsko tako komplicirano in tako obdavčeno, da enostavno država zavira to stvar. Skozi pa govorijo o teh stvarih, kako je ta stvar fajn. Isto velja recimo, če govorimo o nagrajevanju zaposlenih. To je taka tabu tema, ko te praktično udarijo, da plačaš vse prispevke v vse. Dejansko recimo tudi, ko govorimo o zaposlovanju ali pa o odpuščanju, noben delodajalec ne želi odpustiti dobrega sodelavca. Ja? Včasih pač s kom nekdo ni kompatibilen, pa karkoli, in tukaj recimo smo pri tej stvari enostavno postali preveč leseni. Tako da jaz sem seveda optimist, da ne bo kakega dvoma, zato tudi pri velikih stvareh sodelujem, pa ogromno, praktično ne ogromno, vse stvari, kar počnem, jih počnem pro bono. In tukaj v klubu slovenskih podjetnikov mi je ravno to všeč, ko sem že večkrat rekel, da smo nastali, iz nič ali pa iz zelo malo, in tista stvar, ko je v Sloveniji zelo popularna, je fovšija. In tukaj med nami člani SBC-ja ni te fovšije. In to recimo meni je taka stvar, ko mi je grozno pomembna, pa grozno všeč. Jasno, da smo politično neutralni, pa tako naprej. Druga taka stvar, recimo, ko SBC izmenjava mnenj. Do tega kluba praktično se nisem imel s kom podjetnikom resno odkrito pogovarjati, ker so bili vsi ali konkurenti, ki si pač jih poznal kot konkurente, težko si pa nek interdisciplinarni pristop dobil, da se pogovarja nekdo iz IT sektorja, z nekom iz zdravstvenega dela, z nekom iz, raziskav medijev pa tega, z nekom, ki je, mogoče strojnik, gradbinec. In jaz mislim, da ravno tukaj to mešanje izkušenj, mešanje znanja je, mislim, da ena zelo, zelo pomembna stvar, ki mora tudi naša država kot družba začeti sprejemati in začeti forsirati. Z vami sem začel, pa bi še končal, če lahko.
Ena stvar je, ki mi je še padla v oči, ko sem se pripravljal na ta pogovor, ko je šlo za številke, sploh zato, ker sam od tam prihajam. To zaupanje ne v politiko, to smo zdaj že obdelali na začetku, ampak v medije. To je tudi ena izmed zelo pomembnih stvari, o kateri veliko govorimo. Vemo, kaj se je zgodilo v Ameriki, vemo, kaj je tam prevagalo pri volitvah, vemo, kaj se je zdaj dogajalo v Evropi, ko se je šlo za predsedniške volitve, ne? Pa je naprimer tam TikTok s svojimi parametri v Romuniji tako zakuhal popolno zmedo. In tudi prižgal vse alarme, ne, konec koncev. Zdi se mi, da tudi mediji imamo izjemno pomembno vlogo, ne, ali pa jo imajo, no. Ampak v Sloveniji to zaupanje sicer raste, je pa pod evropskim povprečjem, ne. Kaj nam tudi to pove? Bo kar držalo. Dejstvo je, da je zraslo od predlani na letos, ampak smo pa pod evropskim povprečjem, pri čemer se je vprašanje glasilo in nanašalo na tako imenovane nacionalne medije, ne pa tudi na družbene medije. Iz drugih raziskav pa lahko povem, da je zaupanje v družbene medije manjše, kot je zaupanje v tradicionalne medije še vedno. Je pa res, da ne smemo pozabiti, da tudi pri nas smo imeli kralja Instagrama, ki je med prvimi bil aktiven in zelo uspešen na Instagramu, to je bil prejšnji predsednik, gospod Borut Pahor, in ne vem, če se zavedate, ampak pri nas je Resnica stranka, gibanje Resnica, nastalo s Facebook kampanjo, z anticepilsko kampanjo na Facebooku. Torej, to, kar smo zdaj bili vsi, pač marsikdo priča temu, kar se je dogajalo v Romuniji ali pa kar se dogaja v Nemčiji ali pa v Ameriki, je pri nas tudi že prisotno in je bilo prisotno že pred prejšnjimi predsedniškimi in pred prejšnjimi parlamentarnimi volitvami. Za Resnico nihče ni vedel, ampak s kampanjo, ki so imeli na Facebooku, so napolnili Ljubljano in potem dejansko tudi naredili stranko. Skratka, zaupanje v medije je v Sloveniji, v slovenske medije nižje, kot je v Evropski uniji, je še pa vedno višje, kot je v družbena omrežja. Pri čemer je X, bivši Twitter, dosega manj kot 10% populacije. Ampak ko informacije z X-a v bistvu posredujejo v klasične medije, imamo občutek, da so kar vsi na X-u. Še vedno je najmočnejši Facebook, najhitreje pa raste ravno TikTok med slovensko populacijo. No, upam, da bomo tudi s takšnimi dobrimi vsebinami zapolnili nekaj prostora na TikToku. Hvala vam vsem, da ste si vzeli čas. Hvala za povabilo. Vse dobro v novem letu z podjetniških, osebnih in pa tudi družbenih vidikov. Vsem hvala. Hvala najlepša, enako vsem. Vam pa tudi hvala lepa, ker ste bili z nami. Ja, danes smo se za to mizo zbrali, zato da smo naredili nek pregled lanskega leta, predvsem pa saj ste slišali, kaj vse še lahko naredimo v letu 2025, da bo kot družbi, torej nam vsem, ne glede na politično in še kakšno drugo pripadnost, bolje. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.